Dober dan. Danes bomo kuhali ocvrto piščančjo rolado in sicer nadevano z zeliščnim maslom. Panirali jo bomo v ostri moki, stepenih jajcih in pa mešanici zdrobljenega cornflakesa in pa belih drobtin. Naslednja jed bo limonin pire in pa zelenjavna posteljica oziroma dušena mešana zelenjava. Pa pričnimo z delom. Najprej bom piščančja prsa stanjšala in sicer tako, da dobim večji zrezek. Vzamem oster nož in lepo tanjšam. Pazim, da ne naredim luknje. Takole. Še malo gledam. Takole, a vidite, imam večji zrezek in nadaljujem. Evo, prsa imam pripravljena. Takole. Zdaj jih bom posolila. Piščančje meso je pusto meso, belo meso, zato ga bom danes nadevala z zeliščnim maslom. Zeliščno maslo pripravimo tako, da maslo sobne temperature malce umešamo z šibo, nato pa dodamo sol, malo popra in pa sekljana zelišča. In sicer sekljan peteršilj, drobnjak, meliso, meto, pehtran, v glavnem to, kar pač je na vrtu. Seveda potem oblikujemo v takšne palčke, jih zavijamo v celofansko folijo in jih zamrznemo ali pa postavimo v hladilnik. Tole imam jaz zamrznjeno, ker sem pripravila včeraj in sedaj bom nekje eno tako palčko zavila noter v tole meso. Nekje približno takole. Zakaj to dajem? Ko bo to meso ocvrto, bo seveda bolj pusto. Ampak glede na to bo med cvrenjem se to maslo stopilo v jedi in bo dalo aromatičen in tak svež okus. Seveda zdaj to trdno zavijem. Pri cvrenju bom pa pazila, da ne bo izstopal ven nadev. To se reče, da tesno zavijem, pa si potem pomagam z zobotrebci, zašpilim z zobotrebci. Evo, tako. Evo, tole imam pripravljeno. Sedaj bom pripravila mešanico drobtin in pa cornflakesa. Cornflakes dam na površino, lahko na desko, ga malce zdrobim prvo z rokami, nato z valjarjem in seveda v tako bolj grobo zadevo. Seveda zdaj pa dodam nekje za količino cornflakesa, dodam drobtin, lepo premešam in to je zdaj nadomešča drobtine. Zakaj sem dodala cornflakes? Cornflakes bo dal potem tako hrustljavo skorjico, malce slajšo od samih drobtin in tudi bolj hrapavo. Tako da bo piščanec oziroma te roladice bodo izgledale tako bolj neenakomerno, v glavnem take bolj hrustljavo, zlatorjavo zapečene. Evo, tole imam to pripravljeno. Zdaj še stepam jajca. Sedaj sem pristavila tudi olupljen krompir za pire in sicer ga bom solila in kuham ga do mehkega. Tukaj sem si pripravila olje za cvrenje rulad
In seveda zdaj bom pred tem, ko bom panirala rolade, jih še zašpiljala z zobotrebcem, da nam nadev ne uide ven. Malce tako zašijemo sem in tja. Te zobotrebce pa poberemo potem v stran oziroma jih poberemo ven pred serviranjem jedi, ker zobotrebci ne smejo iti na krožnik. Zato je dobro, da si tudi zapomnimo, koliko zobotrebcev, če jih potem ne vidimo, smo dali v posamezno roladico. Evo, tako, naše roladice so pripravljene. Jaz jih še bom malenkost posolila po vrhu. Itak sem jih pa že noter, ne. Zdaj pa vzamem ostro moko, povaljam. Tu si malce pomagamo tako, ne, da malce z rokami enakomerno posujemo z ostro moko in seveda v stepenih jajcih. Drobtine in cornflakes malce potiskamo na meso, da se enostavno več sestavin prime na meso. Če mislimo, da je premalo, še lahko malce nazaj v jajca in še enkrat v drobtinice, ne? Da bo bolj bogat panir oziroma skorica. Olje za ocvrtega piščanca oziroma rolade se nam segreva, krompir se kuha v slani vodi. Zdaj bom pa segrela vodo in sicer bom pripravila to zelenjavo. Segrela bom prvo vodo, zato da bom za 1 minutko potisnila gomolj zelene v krop, da malce izgubi aromo. Nato jo bom odcedila in seveda potem bom na maslu začela pražiti trdo zelenjavo. Vso zelenjavo sem narezala lepo na rezance in izbrala tudi barve, da bodo usklajene z celo jedjo. In sicer prvo bom pol pražila korenasto zelenjavo, to se reče zeleno in korenček. Ko ta oveni, dodam potem bučke in na koncu še por. Takšno zelenjavo mi pripravljamo nekje do 5 minut, samo toliko, da ovene, da je hrustljava. Začimbe, ki jih bom uporabila, je pa samo sol, ker enostavno zelenjava ne rabi ničesar drugega. Mogoče na koncu dodamo kaki kanček zeliščnega masla in to je tudi vse. Sedaj bom preverila, če je olje dovolj vroče, in sicer tako, ni še, da en košček od drobtinc vržem noter, ali pa poskusim tudi tako z kuhalnico, da enostavno kuhalnico dam v olje in če je okoli vročaja, okoli kuhalnice se delajo mehurčki, potem je olje dovolj vroče. Sedaj pa lepo položim piščanca v olje. Naše rolade se lepo cvrejo, vmes jih obračamo malo, da vidimo, kaj se z njimi dogaja. Krompir še malo. Sedaj mi pa vre voda in bom stresla zeleno. Samo minutko pustim, da zavre. Nato pa bom pobrala ven. Tole je dovolj.
stopim maslo. Sedaj bom sotirala zelenjavo na maslo za prilogo k jedi. Pri maslu pazimo, da ga ne zažgemo, zato bom kar kmalu dodala zelenjavo in začela z dušenjem. Zelenjava bo izredno hitro gotova, tako kot sem že na začetku povedala, ker ne rabi veliko. Zelenjava mora biti hrustljava in mora ohraniti barvo. Zdaj dodam še korenček. Zelenjavo lahko vi narežete tudi na kocke, ampak meni je bolj všeč narezana zelenjava na dolgo oziroma na rezance. Če ne marate takšne vrste zelenjave, kot sem jo izbrala jaz, lahko uporabite tudi drugo, recimo ohrovt, potem tudi kakšen grah, stročji fižol, mogoče špinačo. Špinačo pazite, da dodate čisto na koncu. Pol minutke, minutko ima dovolj. Takole zdaj sotiramo. Če bo treba kaj zaliti, bom zalila z vodo, v kateri se kuha krompir. Takole malo. Bomo lahko tudi potem manj solili, ker je krompirjeva voda slana. Evo takole. In tole zdaj lepo dušimo. Evo takole. Še malo pa bodo piščančeve rolade ocvrte. Jaz sem moje piščančje rolade cvrla približno 15 minut, oziroma proti 20 minutam že, in zdaj jih seveda poberem iz olja, lepo dam na prtiček, da se odsedijo in pustim par minut, da se meso malce umiri. Tukaj pripravljam še zdaj zelenjavo. In vsak čas bom zdaj dodala bučke in pa narezan por. Dodam bučke, tudi narezane na rezance, ker so bučke mlade, jih sploh nisem olupila, zato da ohranjamo vitamine in pa tudi barvno kombinacijo. Če bi zelenjavo odušili oziroma sotirali dolgo časa, bi dejansko spremenila se energijska in pa tudi hranilna vrednost. To pomeni, da bi izgubila na barvi in se bi izgubili tudi vitamini in pa minerali, ki jih ima zelenjava zelo veliko. Sedaj bo tudi krompir kuhan. Krompir bom odcedila in ga potem spasirala oziroma zmečkala, da ne bo imel grudic, in zalila z stopljenim maslom oziroma zabeljala s stopljenim maslom in pa zalila z vrelim mlekom. Tako, krompir je kuhan in smo ga odcedili. Zdaj ga zmečkam, tako da nima grudic. Mečkam tako dolgo, da enostavno ni grudic, ker potem, ko enkrat dolijemo tekočino, ne moremo več grudic zmečkati oziroma preprečiti, da jih ne bi bilo. Takole. Že sedaj je krompir lepo penast, ko še nisem dodala ničesar. Seveda zdaj pa odstranimo mečkalec. Dodam stopljeno maslo. V pire krompir lahko date tudi nekaj masla in pa nekaj kisle smetane, ampak danes jaz delam samo z maslom. Je pa okus
Pire krompirja močno izboljšate s količino masla. Zdaj več masla, ko dodate, več je maščobe in tudi bolj je penast oziroma bolj je dober. Zdaj pa vrelo mleko. Zakaj vrelo mleko? Nikoli mrzlega mleka ne dajemo vročemu krompirju, ker potem krompir postane lepljiv in je neokusen. Vedno je vrelo mleko in seveda mešamo pa z šibo, zato da bomo imeli čim bolj penast pire. Mleko dodajamo po izbiri oziroma kak pač gost oziroma trd pireh želimo imeti. Je pa tudi odvisen, gostota krompirja oziroma pire krompirja je odvisna od vrste krompirja. Škrobnate vrste krompirja nam dajejo bolj gost pire, takrat moramo dodati malce več tekočine, manj škrobnate vrste krompirja pa lahko malo manj mleka. Evo, mi imamo tak super fini pire. Ker pa imamo danes limonin pire, bom zdaj dodala tudi limonin sok. Limoninga soka pa dodam tudi tako, da nekako, ko okušamo ta krompir, začutimo zadaj malce kisline. Tak limonin pire se izredno dobro poda k ocvrtim jedem, to, kar imamo mi danes. Dunajskim zrezkom, ocvrtemu piščancu in pa tudi k ribjim jedem. Takole, ali je gotova. Dokončamo še zelenjavo, tako da ji dodamo por. Por je zelenjava, ki jo lahko uživamo tudi surovo, zato jo dodajam, jaz jedem čisto na koncu. Tako, naše jedi so gotove, tu imamo pire krompir, zelenjavo in pa ocvrto rolado. Poberemo ven zobotrebce. No, poglejte, v sredini je seveda piščanc sočni, lep nadev, stopilo se je maslo, začimbe oziroma zelišča so pa ostala. Takole, moja jed je pripravljena, napravila sem 2 načina serviranja. V glavnem sestavljena jed je iz ocvrte piščančje rolade, nadevane z zeliščnim maslom in pa ocvrte z drobtincami in pa z cornflakesom. Nato imam limonin pire in pa sotirano zelenjavo na maslu. Želim vam dober tek in uživajte v